Družinski turistični festival Mačje mesto je nov integralni turistični produkt, ki je namenjen predvsem otrokom in družinam. V zadnjih 3 letih je potekal en dan, njegov nastanek pa je inspiriral častni občan in domačin Radencev Kaja Tanković svojo literarno uspešnico Mačje k Muri. Namen 3-dnevnega festivala je z ustvarjalnimi delavnicami, kulturnimi vsebinami, športno-rekreativnimi aktivnostmi, kulinariko in z drugimi spremljevalnimi aktivnostmi postaviti Radence na turistični zemljevid družinskih festivalov, ki jih v tem delu Slovenije ne poznamo veliko. Pobudnica ideje o festivalu Mačje mesto pa je pred 4 leti bila Barbara Žnidarič. Na idejo sem prišla zgolj zato, ker je Kaja Tanković seveda prihaja iz Radenc in sem bila zelo vesela, da je gospa Mojca Marović iz občine Radenci idejo takoj pozitivno sprejela in je občina organizirala in speljala zdaj že 4. dogodek Mačje mesto, ki je vsako leto bolj še obiskan. 3-dnevno pestro dogajanje pa je v veliki meri bilo namenjeno najmlajšim, ki so se udeležili številnih zanimivih delavnic. Tu trenutno izvajamo delavnico poslikave mačk, ki se nakaja v osnovnem logotipu. Otroci jo pobarvajo po lastni domišljiji. Po ideji Mojce Marović smo v samem parku postavili stebre, kamor bomo te muce tudi navijačili in bojo ostale v trajen spomin na današnjo delavnico in na Mačje mesto. Glavni organizator dogodka je bila občina Radenci, pri tem pa so sodelovali še Zavod za kulturo in šport Radenci, ki so poskrbeli predvsem za številne športne aktivnosti, potem še Sava Turizem d.d. Zdravilišče Radenci in pa Turistično društvo Radenci. Ja, v bistvu poudariti je treba, da smo res organizirani tim vseh partnerjev in pa seveda glavnega organizatora, to je občine Radenci, da se je pristopilo zelo organizirano k izvedbi 3-dnevnega projekta. Seveda znotraj tega projekta je Zavod za turizem in šport predvsem zadolžen tudi za športne aktivnosti, ki jih tudi vidimo danes tu z lepim obiskom tako predšolskih kot šoloobveznih otrok, kar nam je seveda veliko zadovoljstvo. Škoda, da nam danes malo nagaja vreme, ampak prihodnji dneh bo toliko lepše in zato tudi vsi dogodki, ki se bodo odvijali v parku v Radencih, bodo dobili toliko lepši prizvok in pa tudi izgled, pa tudi samopočutje udeležencev bo temu primernejše. Zdravilišče Radenci se ponaša že z več kot 135-letno tradicijo zdravljenje-srčno-žilnih bolezni in ker seveda vemo, da gostje iščejo vedno več doživeti v svojem počitniškem oddihu, je projekt Mačje mesto oziroma družinski festival Mačje mesto eden izmed lepših projektov, pri katerem tudi mi sodelujemo skupaj z občino in smo res ponosni, da smo lahko del tako lepe zgodbe, kot je Mačje mesto. Zdaj v preteklih letih je bilo tako, da so se v bistvu gostje dogodka udeležili tisti, ki so že bili v hotelu. Letos se nam je pa celo začelo že dogaja, da so gostje zaradi dogodka prišli v Zdravilišče Radenci, kar je seveda bil tudi osnovni naš namen, da se pridružimo projektu, da še dodatno nagovorimo družine in ostale, ki pridejo v zdravilišče, da se v času bivanja dogaja res en zelo lep festival, tako za najmlajše, kot tudi za nas starše in seveda stare starše. Aktivnosti bo res ogromno v našem zdraviliškem parku in verjamem, da bo res en zelo lep vikend. Ob že obstoječem zdraviliškem turizmu, ki ga ponujajo Terme Radenci, je festival Mačje mesto priložnost za razvijanje tematskega turizma, ki bo v prihodnje privabil ljudi tudi iz tujine. Ob zdraviliškem turizmu, katerega v Radencih poznamo že dolga leta, seveda želimo razvijati tudi tematski turizem oziroma zgodbo. Vemo, da v sodobnem svetu brez zgodbe ni turizma in ena izmed zgodb v Radencih, v zdraviliškem kraju, bo seveda turistično-družinski festival Mačje mesto. In to je bogata popestritev turistične ponudbe, ne samo za kraj Radenci, ampak za celotno, če rečem, skupino Las. To so vse občine na desni strani reke Mure in pa naš glas seže tudi na levo stran reke Mure. Moram pa se pohvaliti, smo letos prvič mednarodni turistični festival, imamo 60 gostov tudi iz Rusije. Kot se za Mačje mesto spodobi, pa tega zastopa tudi prav posebna maskota. Vemo, da je to mlajši potomec mačka Murja, ki smo ga našli v Radenskem parku, kajti ta stari črni muc je odromal z Kaja Tankovićem iz Radencev nazaj v Ljubljano in mi smo morali poskrbeti za podmladek. Jaz upam, da tudi med našimi mladobudnimi otroci najdemo kakšnega naslednika v peresu Kaja Tankovića, zato se že veselim podelitve literarnih nagrad danes.
Letos je bil prvič spomin na velikega literarnega ustvarjalca Kajetana Koviča izveden tudi literarni natečaj, na katerega so se prijavili številni učenci pomurskih osnovnih šol. Literarni natečaj je ena izmed novosti, ampak res samo ena izmed novosti v letošnjem 3-dnevnem dogajanju. Sanje so velika skleda je bil izziv za zadnjo triado osnovnih šol iz Pomurja. Dobili smo za prvo leto kar lep odziv, imeli smo tudi zelo relevantno komisijo, Feri Lajnšček, Franci Just, Nino Flisar, Bea Babuš-Logar. Dobro so živirali, dobro so sejali in danes bomo kmalu videli tudi rezultate, torej dela žirije. Zelo zanimive prispevke smo dobili, dramske, torej prozne in pa seveda pesmi in bomo podelili te nagrade. Kajetan Kovič je večen navdih in večna inspiracija in tudi vzgled mladim in resnično smo veseli, da toliko mladih Pomurcev piše, ustvarja in je nasploh kreativnih. Tako da imamo pripravljene tudi lepe nagrade, veseli pa smo, da absolutno nagrado dobi kar cela skupina mladih ustvarjalcev iz osnovne šole Kapela. Ne vem, kako si bodo denarno nagrado razdelili, ampak zagotovo jo bodo koristno porabili. Rada bi samo povedala še to, da glasbene točke, ki so del današnje podelitve, so prav tako izjemni mladi glasbeniki in ustvarjalci, tako da nekakšen moto smo si zamislili letos, da samo najboljše je dovolj dobro za naše otroke in mladino in tudi jutri se bo odvijalo sila veliko zanimivih in tudi zelo kvalitetnih vsebin. Poleg že omenjenih delavnic in raznoraznih športnih aktivnosti so si udeleženci lahko ogledali tudi več gledaliških in lutkovnih predstav ter filmov, se udeležili joge, jahanja, pohodov ali česa drugega. Poskrbljeno pa je bilo tudi za glasbeno popestritev, saj so nastopili Neca Falk, Nipke ter skupini Džezva in Leonard.